Jure, še tebe me zanima. Torej, danes si gradiš hišo. Kaj boš vgradil v hišo? S čim se boš ogreval? Ja, zanimivo vprašanje, ne? Toplotno črpalko, ne? Avgust 2022, cena peletov se dvigne iz 250-300 evrov na 800 pa še gor. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj se je to zgodilo? V zadnjih letih opažamo, da so cene energentov na trgu zelo nestabilne. Zaradi situacije v Ukrajini je poskočila cena plina, cena elektrike je zelo nestabilna in pa tudi cena peletov je v preteklosti se celo potrojila in se kasneje tudi vrnila na predhodno stanje. In vso to gibanje cen energentov na trgu je povzročilo, da so ljudje pri prenovah ogrevalnih sistemov trenutno zelo neodločni oziroma negotovi. In iz tega razloga smo v naš studio povabili nekaj imen, ki se z energetiko in cenami energentov na trgu ukvarjajo že celotno svojo kariero in smo te predebatirali trenutne cene na trgu in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. In prepričan sem, da bo to marsikomu pomagalo pri sprejemanju odločitve, na katero vrsto energenta se ogrevati v prihodnosti. Mimogrede, pripravili smo tudi brezplačni priročnik z naslovom 6 najpogostejših napak, ki jih ljudje delajo pri prenovah ogrevalnih sistemov. Ta priročnik je na voljo na povezavi spodaj in si ga lahko brezplačno prenesete. No, sedaj pa se udobno namestite in si poglejmo tale podcast. In torej, moram se ga prvo zahvaliti, da ste si vzeli čas, da ste prišli sem, lahko bi karkoli drugega delali, pa smo rekli, prijemo sem, da predebatiramo te zadeve. Kot sem povedal, je pomembno to, da ljudem, da neki javnosti damo tisto našo iskreno mnenje, kaj si mislimo, kaj se bo dogajalo na trgu energentov v prihodnosti, kaj se je dogajalo v preteklosti in na podlagi tega lahko tudi potem kasneje sklepamo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, ne. Zdaj pa pač, ko mogoče se med sabo še vsi čisto ne poznate, da pač na hitro vas predstavim, ne. To je Janez Zupanc, on je v bistvu delal si na GEN-I-ju, na Dravskih elektrarnah si že kot študent začel, potem Javna agencija za energijo, zdaj si pa na holdingu Slovenske elektrarne. Jure, ti si v bistvu svojo kariero posvetil drvam, peletom, biomasi, ne. Kako dolgo si že zdaj na Horizontu? Na podjetju Bioles Horizont sem praktično 16 let. Ja. In vsak dan delamo samo s tem, no. Ja. 16 let, ne? Ja. Ja. Evo, in pa Tadej Smogavec, ti si vodja razvoja v podjetju Enertech, ne, kjer se ukvarja se z izgradnjami sončnih elektrarn, pa tudi nove rešitve na tem področju razvijate. Da, sončne elektrarne, potem baterijski hranilniki kot vmesni člen med sončno elektrarno kot proizvodnjo električne energije in drugimi večjimi porabniki, potem pa porabniki pa toplotne črpalke in polnilnice za električne avtomobile. In pa potem za sistemi, kar je pa moja vloga v razvoju, da razvijamo sisteme, ki uspejo krmiliti te proizvodne vire in porabnike na način, da je to za končnega uporabnika energetsko najbolj učinkovito. S tem tudi pomeni, da ima končni uporabnik najnižje stroške z energijo. Ok, pa če smo zdaj začeli že pri elektriki, ne? Opažamo, da v zadnjem času, Janez, je cena elektrike zrasla.
je tako, zakaj po tvojem mnenju je cena elektrike zrasla? Zdaj, mogoče bi začeli malo zgodovinsko, ali pa recimo 10 let nazaj, takrat se je začela ena, bom rekel, miselni preobrat v Nemčiji, kjer se začela množična proizvodnja oziroma postavljanje obnovljivih virov, ne, to pomeni vetrne elektrarne, sončne elektrarne, in cena električne energije je tam recimo v 2017-2018 bila izredno nizka, preniska za marsikoga praktično. Na nekem strošku za končnega odjemalca je bila cena električne energije zelo pač neprimerljiva v primerjavi z recimo nekim televizijskimi storitvami ali kaj takega. Pol pa se je začela seveda energetska kriza, vojna v Ukrajini in tu so pa cene električne energije podivjale. Zdaj, cene se danes spet malo umirjajo, na svetovnih oziroma na evropskih borzah, konkretno nemški ali pa madžarski, so cene se že prihajajo na tiste predkoronske čase. Ampak jaz mislim, da dolgoročno bojo ostale ali pa še bojo kvečemo malo višje, zaradi tega, ker elektrika poganja danes svet, praktično 1 minuta brez elektrike je takšna gospodarska škoda ali pa da si to več ne znamo predstavljati. In to je, mislim, da trendno. Intenzivno se postavljajo nove vetrne elektrarne na morju, na kopnem, v Nemčiji sončne elektrarne, Nemčija izklapla termoelektrarne, tudi jedrske je vprašljiva in tukaj zdaj pač seveda psihološko nastaja ena veliko vprašanje, kako naprej, ker seveda elektriko potrebuješ, ko ni vetra, ko ni sonca, ni proizvodnje in potem je seveda edini vir hidrologija jedrske, tudi termo in tukaj je pač po moje še veliko neznank. Se bo pa treba tudi v Sloveniji, pa tudi v Evropi pametno odločiti, no, ker glede na to, kaj Evropa povzroča nekih izpustov, ker to je vse namenjeno temu razogljičenju, lahko bodo gospodarske posledice za Evropo zelo, zelo neugodne, če se ne bomo pametno odločili za nekimi zmernimi ukrepi in tako dalje. No. Zdaj recimo eno podvprašanje, ne? V Selnici ob Dravi se planira izgradnja tiste črpalne hidroelektrarne, pa verjetno še bo po Sloveniji neke podobne investicije so v planu. Torej, če tako gledaš, torej, lokalni prebivalci dajo svojo neko okolje zameno za to, da se bo proizvala elektrika, kar je razumljivo, ker elektrike bomo vedno več potrebovali. Ampak, torej, če se zgradijo nove investicije, nova črpalna elektrarna, ki vemo, ne vem, da je 400 megavatov ali koliko, a bo to vplivalo, da bo na koncu imel tisti uporabnik, oziroma da bo moja položnica doma v hiši nižja zaradi tega, če bomo mi kot Slovenija več investirali? Kakšna je tu korelacija med, rekel, Zdaj, energetski sistem je to je ena celota, ne, to je Slovenija. Rekel, to je tako, kot je recimo jedrska nuklearka v Krškem, pa so tam določene specifike, pa je termoelektrarna Šoštanj v Šaleški dolini, pa so tam tudi bila ena degradacija okolja. Tako da, jaz mislim, da v trendu, ki se nakazuje v energetskem sistemu, torej novi obnovljeni viri, ne, bo seveda taka črpalna elektrarna sistemsko zelo pomemben objekt. Ne. To je en ogromen hranilnik, ki ima, mislim, da govorimo o 600 megavatih moči. To je baterija, naravna baterija. Ne. In moje mnenje osebno je to, da jedrska elektrarna 245, recimo pa 250 je nujno potrebna, pa sporedno bo pa tudi potrebna črpalna hidroelektrarna. To je nujnost za dobrobit Slovenije, gospodarstva, ker pač moje mišljenje je, da energetika, infrastruktura, vodni viri, to mora nujno ostati v lasti države in če kaj smo se mi v času krize naučili, je to, da bo vsaka država vedno prvo poskrbela za sebe. Če ne boš dovolj energetsko zadosten oziroma samozadosten, lahko to za gospodarstvo ali pa za bilo kaj druga povzroči velike težave. Tako da zdaj za uporabniki smo v bistvu povzročili to, ne, vsi, tisti, ki imamo pač različne
navade, to pomeni toplotne črpalke, sončne elektrarne, električni avtomobili, povzročajo ta velika nihanja, pa tudi navade ljudi, ne samo zdaj to, povzroča velika nihanja v omrežju in pač to je edina hitra rešitev, ki lahko pač pomaga. Je pa res, da bojo v prihodnjih letih zelo v kratkem času potrebna velika vlaganja v distribucijsko omrežje, ne, ki marsikje ni pripravljeno. Vemo danes, da v neki vasi je možno na nekih strehah par hiš ima lahko sončne elektrarne, nekaj jih več ne more imeti. To je samo posledica tega, ker transformatorske postaje niso dovolj močne in tako dalje. Ne. Tako da konkretno zdaj pač zagotovo omrežnine pa te zadeve v prihodnosti ne bodo več tako poceni, se bo še kvečjemu dražile, bodo pa pomagale omrežju, da ne bo kakih mrkov. Ne. Zdaj pa recimo, Tadej, za tebe eno vprašanje vezano na to, kaj je tudi Janez zdaj povedal. Ne. Torej, v preteklosti so se, torej zdaj v zadnjih 2 letih vidimo to nestabilno ceno električne energije na trgu. Ne. Zdaj se pripravljajo neke zakonske spremembe na področju izgradnje sončnih elektrarn. Torej, zanima me, kakšne zakonske spremembe so v pripravi, da bi realno lahko šle skozi in kaj bi to pomenilo za prebivalstvo. Torej, izgradnja sončnih elektrarn, kombinacija sončna elektrarna, toplotna črpalka, je to še aktualno, bo aktualno ali ne bo aktualno? Kak je zdaj s tem? Jaz bi se samo najprej navezal na zanimivo debato črpalne hidroelektrarne. Za razumevanje širše javnosti, v elektroenergetskem sistemu mora biti proizvodnja elektrike enaka potrošnji elektrike. Torej, ni možno proizvajati elektrike na zalogo, jo imeti nekje v omrežju in porabiti takrat, ko bi jo pač želel uporabiti. In je sistem za reguliranje zelo zahteven. Z pojavom velike količine obnovljivih virov energije je postal ta sistem zelo nestabilen. Ja, mi pridobivamo energijo iz obnovljivih virov, ampak jo ne pridobivamo takrat, ko jo mi potrebujemo, ampak takrat, ko je na razpolago. V Sloveniji je 50.000 sončnih elektrarn in teh 50.000 elektrarn deluje vsak sončen dan. Ko pride oblak, se teh 50.000 elektrarn ugasne. A smo mi doma ali v industriji kdorkoli ugasnil pečico, luči, izklopil električni avto, zaradi tega, ker sonce ne sije? Ne, nismo. Ampak rabimo elektriko naprej, pač po svoji dinamiki porabe električne energije. In potrebe po tovrstnih infrastrukturnih objektih, ki porabljajo električno energijo takrat, ko je v objektu preveč, in pa dajajo električno energijo takrat, ko je v omrežju premalo, so nujno potrebni za vzdržnost sistema. Ampak to se dela na makro ravni, to se dela na državni ravni. Popolnoma identična situacija se nam zdaj pa dogaja tudi pri vsakem posamezniku doma, kjer regulator z novo zakonodajo, z novim omrežninskim aktom želi doseči ravno to, da bomo končni uporabniki elektriko porabljali v večji meri takrat, ko je elektrike preveč v omrežju in da bomo varčevali z elektriko takrat, ko jo bo premalo. Zdaj, kako bo regulator to dosegel? Sej, to že na nek način poznamo. Ne? Mi imamo visoko tarifo pa nizko tarifo trenutno za omrežnino. In mi vemo, še sploh naši starši ali pa stari starši so bili zelo striktni in vključili pralne stroje, sušilne stroje, druge večje porabnike v soboto in nedeljo in pa po 10. uri takrat, ko je bila nizka tarifa. Ampak zdaj samo delitev na visoko tarifo in nizko tarifo ni dovolj in zato je agencija pripravila omrežninski akt, ki ima 5 tarifnih razredov in pa 2 različni sezoni. In
višji kot je tarifni razred, večji je to strošek za končnega uporabnika in pa tudi bolje prilagojeno potrebam omrežja. In s tem, to se pravi za cenovno politiko, regulator želi vplivati na nas na način, da bomo porabljali elektriko takrat, ko je za nas najugodnejša in si lahko tudi predstavljamo, da takrat je elektrike v omrežju preveč ali pa jo je viška in da bomo varčevali za elektriko takrat, ko jo je premalo. Oziroma, če jo bomo takrat porabljali, nas bo to največ stalo. Tako da to je... Zdaj pa, Ja, oprosti, da sem te prekinil. Torej, ko je zunaj -10, pa imam jaz toplotno črpalko, rabim ogrevanje, kak naj jaz varčujem? okay. Zelo dobro vprašanje. Določeni porabniki bodo bolj ali manj vplivali na kvaliteto življenja. In toplotne črpalke so en odličen primer, ki so lahko predmet regulacije. Zdaj pa ta regulacija je lahko manualna, to se pravi, da nekdo dejansko doma vklaplja in izklaplja toplotno črpalko ali druge večje uporabnike, lahko je pa digitalna. In osnova našega razvoja je ravno razvijati rešitve, ki bodo digitalno krmile elemente v skladu z razpoložljivo električno energijo in na način, da bo za končnega uporabnika najbolj ugodno. Zdaj vam bom pa dal primer za toplotno črpalko. Toplotna črpalka ima zalogovnik tople vode. Topla voda je lahko segreta na 40 stopinj, 50, 60 ali pa 70. Zdaj, ko jo vi potrebujete toplo vodo, recimo v primeru tuširanja, je samo vprašanje, ali na mešalnem ventilu, to se pravi na pipi, date malo več mrzle vode zraven ali pa malo več, ali pa malo manj. Ne? To se pravi, v vsakem primeru si naredite tak tuš, ko vam ustreza. Ne? Zdaj, zalogovnik tople vode, pa kdaj se segreje, ni nujno, da se segreva točno takrat, ko imate vi potrebo po topli vodi. Torej, zelo enostavno je nastaviti, da se zalogovniki segrevajo takrat, ko je najnižja cena električne energije, vkoliko pa pride do tega, da ta zalogovnik porabite in seveda zvečer se morate umiti, se bo morala toplotna črpalka vključiti in dogreti toliko vode, kot jo potrebujete, ampak primarno delovati takrat, ko je električna energija najcenejša. Da pa gremo en korak naprej, je pa tukaj še potem kombinacija za sončno elektrarno. V primeru proizvodnje energije iz sončne elektrarne je za končnega uporabnika energija takrat brezplačna. Torej, nekdo je investiral v sončno elektrarno, ampak takrat, ko sončna elektrarna proizvaja, je energija zanj brezplačna. Brezplačna, če ne upošteva amortizacije, investicije. Recimo, no, ali pa recimo ima fiksno ceno električne energije, ki je vezana na amortizacijo investicije. Ne? In pogledajte, zdaj pa vzamemo zopet toplotno črpalko, sončno elektrarno. Toplotna črpalka bi morala zdaj delovati na način, da segreva to toplo vodo, takrat, ko ima energijo iz sonca. Zato, ker to je za njega še ugodneje, kot da jemlje po najnižji tarifi energijo iz omrežja. In bi morala sončna elektrarna delovati na način, da ko sveti sonce, se grej temperaturo vode ne na 40, ampak na 60-70 stopinj in jo potem hrani, pa porabljaj, seveda takrat, ko sonca ne bo. Verjetno zvečer, po noči in tudi, če pride oblak. Ampak to je samo en element. To se pravi, tudi zalogovnik za toplo vodo lahko deluje podobno kot seveda črpalna hidroelektrarna na nekem makro nivoju. Ne? Zdaj, drugi sistem baterijski je lahko talno gretje. Veste, da talno gretje ima... To imaš ti, Janez, ne? Talno gretje, ja. Ja, fazni zamik. Zdaj ne vem, jaz gledam iz vidika čisto poprečnega uporabnika končnega, ampak vem, da če izključimo talno gretje, v 24 urah se kaj dosti ne pozna. Zdaj, visoko temperaturno gretje ima hiter efekt, zaradi tega, ker se segreva zrak. Pri talnem gretju je pa vseeno segreta ena ogromna količina, ena masa betona, ki ima svoj fazni zamik in
in neko vztrajnost. Mimo grede, imaš toplotno črpalko doma? Da, Imaš. ja. Ti, Janez, imaš? Tudi imam. Ja. Mi dva pa nimamo. Se pozna, ne? No, Ja, ampak hoče sem to povedati, da je možno tudi ta del uporabljati kot en hranilnik energije, zaradi tega, ker tudi talno gretje lahko segrevamo takrat, ko je za končnega uporabnika najugodneje, torej ali sveti sonce, ali je omrežnina najcenejša in se varčuje takrat, ko je ni sonca in je omrežnina oziroma strošek električne energije najvišji. Ampak tako za občutek, o kakem volumnu zaloge vode govorimo? 2000 litrov? 3000? Recimo, da je smiselno, da neko steče to ta logika. Seveda, odvisno od velikosti objekta. Ne? Ja, ampak kakršnikoli volumen je v redu, zdaj to je zelo odvisno od končnega uporabnika. Ampak kakršnikoli volumen, ki ga segrevaš takrat, ko je energije na razpolago preveč, ne, zdaj, če bi še pa bili še korak dlje, ne, če bi še, nekateri so danes že lahko vezani na borzno cene elektrike. In zgodi se v določenih trenutkih, to so sicer redki trenutki, kjer je elektrike na borzah toliko preveč, da celo plačajo za odjem električne energije. To vidimo zdaj sploh čez vikende, če si boste gledali borzo BSP, tam tisti od recimo 1 do 5 ali pa od 12 do 4 popoldne so cene negativne. Ne? Ja. To pomeni dejansko, če bi imel recimo črpalno hidroelektrarno, bi bil v tistem času v črpalnem režimu, ne? Bi polno vodo in bi za to dobil plačano. Ne? In to je ravno to, kar se kolega pač izpostavlja. Jaz samo pač mislim, še nekaj se bi navezal na ta miselnost varčevanja. Ne? To je nam tako nepredstavljivo, oziroma taka logika čudno vse zveni, zaradi tega, ker elektrika še 10 let nazaj, zagotovo koga poznamo, ko so bili v blokih odprta okna, pa je na polno delo radiatorji, ne? Pa nismo na to mislili, ker je bilo prepoceni. Z energijo smo mi zelo potratno delali in seveda bojo zdaj te spremembe, da bomo to miselnost, ki je nujno potrebna, ne? Zelo malo bo treba, da bomo se sisteme ogrevanja bilo česa drugega prilagodili, ne? Ampak pač tu je pa en korak Recimo naprej. mimo grede, zadnjič sem gledal račune, ko pridejo na našo firmo, ne? In gledam eno halo, ki jo ogrevamo, torej en števec, kjer je 1000 kvadratov skladišča, pa pisarne, računalniki. Torej skladišče, računalniki, to je to, račun 800 evrov. Pa gledam, to nekam naš tima, pač odkot, ne? Ker toplotna ni laufala, ni bila vklopljena, ne? Nič ni bilo takega. In smo rekli, sem rekel jaz onemu našemu, ki dela v razvoju, sem rekel, daj ti malo to, razišči, ker nekje mora biti problem, ne more biti taki račun, ne? Smo gledali, električni viličar, dobro, nekaj malega, ampak vseeno ne more biti toliko. No, na koncu smo prišli ravno danes do ugotovitve, da luči, ki so v hali zgoraj, so stare luči, ne, ker mi smo to halo kupili, pa so obstoječe luči. In tiste luči je rekel, ko jaz vklopim, števec ponori in to je to. In tu se vidi, koliko se da prešparati, po domače povedano, če malo optimiziraš zadeve, če greš iz običnih luči na LED, toplotna črpalka, taka, onako. Ne. Dobro, malo smo zdaj elektrika. Samo še komentar, ne. Okay. Elektrika je trgovsko blago. Dobro. In za njo veljajo zelo preproste zakonitosti, če dam na stran vse špekulativne cene, vse špekulacije in druge mahinacije, ki se tudi pojavljajo v zadnje in lahko ekstremno zvišajo ali znižajo cene električne energije, ampak na dolgi rok je električna energija trgovsko blago in to velja, za vsako trgovsko blago pa velja, da če je povpraševanje visoko in ponudba nizka, da se cena narašča in pa obratno. Torej, če je povpraševanje nizko, pa ponudba visoka, potem cena pada. Zdaj pa, kaj se zgodi pri elektriki, pa kaj se dogaja ne samo pri elektriki, pri energiji nasploh. Z višanjem življenjskega standarda naraščajo potrebe po energiji.
In lahko bi pogledali grafe, da je z rastjo BDP-ja kot en kazalec višanja standarda se skoraj sorazmerno rastejo potrebe po energiji na določenem trgu. Torej, mi bi radi živeli vsak dan bolj udobno. Za to življenje potrebujemo vsak dan več energije. Proizvesti jo pa ne moremo toliko, še posebej ne proizvesti iz obnovljivih virov energije. Tako da zdaj pričakovati, da bo energija v bodoče drastično cenejša, je skoraj utopično. Razen, če smo pripravljeni sebe postaviti v situacijo, kar je pa na neki množici ljudi popolnoma nerealno in nemogoče, da bomo rekli, ja, mi bomo pa porabljali toliko manj energije, da jo bodo imeli ponudniki bistveno preveč in potem bomo mi poceni to kupovali. Ja. In večkrat lahko električno energijo prešparamo na tak način, da uporabimo biomaso. Je tako, Jure? Ja, zanimiva debata se je razvila. Oprosti, da sem te pustil tako dolgo čakati. Ni problem. In jaz kot predstavnik podjetja, ki se že več kot 30 let ukvarja z prodajo lesnih energentov, moram nekaj povedati tudi v podporo lesni biomasi ali uporabi lesne biomase. Ne. Tako je že kolega rekel, v zadnjih 10 letih se je marsikaj zgodilo na cenah, na potrošnji, na spremembah ogrevalnih naprav. To je pač z korono in potem z energetsko krizo in ukrajinsko krizo in tak naprej privedlo do tega, da smo morali pospešiti drastične ukrepe o hrambi energije in tak naprej. Ne. Moramo se zavedati, da v zadnjem desetletju, lahko rečemo, je bilo ogromno naporov tudi strani države, sofinanciranja ekosklada v to smer, da je toplotna črpalka tisti pravi način ogrevanja in tak naprej. In nekako podzavest uporabnikov je prišlo, da ko razmišljaš o novogradnji, je toplotna črpalka, ko razmišljaš v obnovi, je toplotna črpalka in je to. In ljudje so se v to masovno menjavo šli in to se tudi pozna na porabi. In zakaj? Kalkulacija je bila, kakršna je bila, ne? Navade so bile, cena elektrike izjemno nizka in praktično toplotna črpalka ni imela pravega konkurenta, če si gledal recimo povprečno hišo in tak naprej. Na eni strani je imela komfort, na drugi strani pa nizki strošek, ne? Kar je za razliko, ne vem, uporabe biomase ali pa plina ali pa kurilnega olja, še prej kakorkoli, je bilo najenostavnejša in najboljša rešitev. No, s tem zdaj v zadnjem obdobju, leta 2, se te zadeve zelo spreminjajo. Se pravi, kar naenkrat so prišli uporabniki toplotnih črpalk v pozicijo, ko morajo poleg investicije, ki so jo že naredili v toplotno črpalko, so primorani kar naenkrat postavljeni v pozicijo, da je treba investirati dalje. Se pravi, če želim znižati stroške energije, elektrike, ki bo rasla, moram narediti sončno elektrarno. Super, ampak to je Janez. Investicija je tu, ki ni za zanemariti. Potem tudi to ne bo dovolj. S tarifnimi razredi, z prerasporejanjem bi bilo super imeti tudi hranilnike energije, električne, hkrati hranilnike toplote, se pravi tudi zalogovnik za vodo, za ogrevanje, poleg toplotne črpalke, ki ni bil priporočljiv. Mislim, ni bilo potrebno, ker je bilo recimo sistem talnega gretja in voda sistemska, ki je v njemu, je bilo dovolj. Zdaj je že dobro, da bi te tarifne razrede oziroma čas uporabe toplotne črpalke premostili. Tako da tu so določene spremembe in vsekakor menimo, da je uporabe biomase premalo, ne samo lesnih peletov, tudi sekancov in ostalih vrst. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo podeželja, ljudje ne razmišljajo v dovolj veliki smeri. Da te prekinem, Jure. V to smer, ne? Ker niso spodbojeni oziroma ni bilo potrebno. Ne? Ja. Da gremo od začetka, ker jaz vem, da si ti enciklopedija, kaj se tiče biomase. Dajma, moje prvo vprašanje, kaj se biomase tiče, je,
kaj je to biomasa. Ker marsikdo, ko mu rečeš biomasa, misli, je enako sekanci. To sem jaz ugotovil iz prve roke, ko se pogovarjam z strankami. Tako da, če gremo samo na kratko, povej, kaj je to biomasa. Ja, dobro, lesna biomasa je širši pojem, ne? Ampak če govorimo o energetiki, je lesna biomasa so lesni energenti, ki se uporabljajo za proizvodno toplote. Se pravi, tu imamo pa več vrst, ali so to lesni peleti, lesni sekanci, lesni briketi. Lesni peleti so ti mali stiskanci, premera 6 mm, ki se nasujejo v zalogovnik, v kurilno napravo in to potem prek dozirnih sistemov na kurišču deluje in objekt ogreva. Potem v zadnjih nekaj letih zelo povečan prodajno količinsko, vse z naše smeri in tudi globalno v Evropi, so lesni briketi, to so stiskanci premera 75 ali 90 mm, se pravi, ki se uporabljajo za kamine ob uporabi, recimo souporabi toplotne črpalke, ima večina hiš zraven tudi kamine in to je neki del, kjer lahko mi v določenih delih dneva dogrejemo objekt in tak naprej. Ne? In tretji segment sekanci, ki so dejansko samo stranski produkt ali proizvodna ali pa potem namenske izdelave sekancov, kjer se načeloma uporablja za ogrevanje večjih gospodarskih objektov, kmetij in tak naprej. Ne? Ok. Drugo vprašanje, ki je zelo zanimivo, pa smo že debatirala enkrat pri meni v pisarni, torej avgust 2022, cena peletov se dvigne iz 250-300 evrov na 800, pa še gor. Torej cena peletov skoči za krat 3, krat 4, ne? Pa sploh se ni več vedelo, koliko stanejo peleti. Ne? Ljudje panično kupujejo pelete, ker bo jih kao zmanjkalo. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj se je to zgodilo? Ja. Tako kot smo že prej govorili, ne? Tako kot elektriko, do ceno elektrike tržna situacija, povpraševanje in ponudba določa, tako je tudi enako pri biomasi. Lesni peleti so praktično do tega momenta bili 10 let na zelo podobnem nivoju. Nekaj cenejši poleti, kjer pač predlagamo nakup, in nekaj dražji po zimi, ampak procentualno se je to zelo malo nihalo. Do momenta tega napovedi ukrajinske vojne, teh vsem poznanih Gazpromovih posnetkov, kako bo cela Evropa v megli in v hladu in tak naprej, in z zaprtjo ukrajinskih mej so dejansko sever Evrope, Poljska, Nemčija je ostalo praktično brez lesnih energentov. In vsi ti uporabniki, trgovski centri, vsi ti ponudniki so na drugih delih Evrope začeli te energente iskati. Obrnili so se tudi na Balkan. Na Balkanu so hitro ugotovili, da cene nenormalno rastejo, da se izvozi praktično več, kot sama država potrebuje. Bili primorani vlade iti v striktne ukrepe, se pravi blokade izvoza. Bosna je to naredila, Srbija je to naredila in praktično ni bilo možno blaga uvoziti. In enostavno kar naenkrat je bilo na trgu premalo blaga. Pa ga ni bilo premalo zaradi tega, ker bi ga toliko potrebovali. Bilo ga je premalo zaradi tega, ker je bilo povpraševanja v paniki preveč. Praktično na tedenskem nivoju, na mesečnem nivoju je cena rastla. Jaz recimo, ker imamo 2000 strank, ki imajo doma peletni kotl, in smo tudi takrat bili z njimi v stiku. Ne? Kot si rekel, ni bilo nujno, da je bilo takrat energenta premalo. Ne? Dejansko se nekatere stranke se vstrašile, da bo peletov zmanjkalo, da jih več ne bo in da bojo še dražji. In dejansko se ene stranke, ko smo se z njimi pogovarjali, kupile pelete po ceni, ne vem, med 600-800 evrov tona za 2 leti zaloge. Ja. Ko bi rekel,
dostava 8 ton, 10 ton domov, da si na varnem, ne? Pol pa čez Podobno se je dogajalo z gorivom. Takrat so hodili s traktorji pa z prikolicami in točili gorivo, da so na petrolovih benzinskih črpalkah. Najslabše za katerokoli ceno, katerega energenta ali produkta je panika. Ne? V paniki je, pravijo, pregovor, v paniki jih največ umre. Res je. Ne? In kaj potem posledično to pomeni? Pomeni, da normalne tržne razmere, ki so se leta vzpostavljale strani povpraševanja novih proizvajalcev, strani ponudnikov in pa povpraševalcev, se enostavno čez noč podre. In potem to dejansko vpliva dejansko na ceno končnega produkta. In v tistem času, ko je cena bila tako visoka, sem bil na sestanku pri enem izmed proizvajalcev v Sloveniji, ne omenil komu, peletov, sem rekel, moram za stranke naše zrihtati pelete po ceni, daj mi pelete po ceni. Je rekel, veš kak je. Zdaj sem jaz toti gnar iz enega kupa prelagal na drugi kup, pa prodajal tako za minimalno maržo tote pelete. Zdaj pa res služim, zdaj pa je treba izkoristiti. Torej, proizvodna cena peletov se v tistem času ni dvignila. Torej, ni bil les, hlodovina dražja. Dejansko so proizvajalci peletov izkoristili to paniko, dvignili cene, pač koliko se je dalo. So rekli 800 € tona, vzemi ali pusti. In dejansko so kljub temu prodali. Samo, jaz ne bi rekel, da so izkoristili situacijo. To je pač tržna situacija, ki se pojavi na trgu. Gre res za eno izredno situacijo, ki jo običajno povzročijo kakšne večje krize, katastrofe, take stvari. Se veste, da je zmanjkalo še do drugih. Se je zmanjkalo WC papirja, pa kvasa, pa moke. Generalno v Evropi se je to zgodilo. Se je tudi splošna draginja, posamezni produkti, ko procentualno pogledamo, smo tako tu skoraj. Ampak ko govorimo pa o lesnih energentih, je pa bilo. Prednost pa je, da se je to zgodilo še vseeno za zelo kratko obdobje in samo hipoma. To je v določenem obdobju se je to zgodilo. Mi smo bili primorani, mi delamo 25 različnih držav po Evropi, vse večje trgovske centre zalagamo in mi smo bili primorani ta povečevanja cene sprejemati in jih posredovati naprej. In ko je prišlo do točke, da je maloprodajna cena na polici bila pa nesprejemljiva za tistega, ki to uporablja, takrat se je povpraševanje se pravi zmanjšalo in se je cena zelo hitro umirila. In če gledamo na današnjem nivoju, smo mi za razliko od katerega koli drugega energenta ali pa mogoče tudi katerega koli drugega izdelka na nivoju, ki je bil praktično pred Evropo. Elektrika je šla nekaj gor, ne tako drastično, ampak je zdaj še kar pred Evropo. Pred ukrajinsko krizo, pardon. In pred situacijo v Evropi sem hotel reči. In smo ponovno na nivoju nekih normalnih tržnih razmer, nekih umirjenih razmer in smo pač postavljeni spet v neko konkurenčno pozicijo, kar se uporabe lesnih energentov tiče. Okay. Kaj pa lahko, torej kaj se tiče cene peletov konkretno, pričakujemo v prihodnosti? Torej, imeli smo slabo izkušnjo, leto pa pol nazaj s peleti, ki se po moje še ljudje danes niso pozabili, tisti, ko imajo peletne kotle. Jih je lahko še v prihodnosti strah, da se bo peleti drastično podražili, ali da bo jih premalo, ali da bo izmanjkalo? Torej, kaj lahko ljudje pričakujejo, kaj se tiče cene peletov? Kar se tiče Slovenije, mislim, da ni nobenih bojazni. Slovenija je še vseeno tako malo tržišče po uporabi napram Evropi globalno, da nimamo večjih skrbi. Tudi peletov mislim, je dovolj v okolici in v Sloveniji, zato da te potrebe tudi lahko zadostimo. Tako da, če ne bo res, ne vemo, kaj se bo dogajalo.
ena vojna je v teku, druga se odpira, ne vemo, kaj bo. Najmanj smo si mi želeli, pa vsak dan se ukvarjamo cele dneve z prodajo energentov, pa nas je to presenetilo, celi svet je to presenetilo, ne moramo mimo tega. Vsi smo se morali na to situacijo pač prilagoditi in menim, da se zelo hitro enaka situacija ne more zgoditi. Z naše strani je izkušnja več, se pravi, brez panike, ni potrebe, dejansko ni toliko ustvarjenih porabnikov, kar naenkrat več in tako naprej. Ne? Moje mnenje je pač, da torej, če primerjamo energente elektrika, pa zemeljski plin, pa na drugi strani biomasa, zemeljski plin pa elektrika sta vseeno malo bolj podvržena nekim makroekonomskim situacijam, pa nekim regulativam. Peleti so pa vseeno neka tržni produkt, torej neki proizvajalec proizvede pelete in jih proda po ceni, ki on hoče prodati. Ja. Ne? In torej se res tisto cena regulira na podlagi realne ponudbe in povpraševanja. Zato pač z izjemo to, kaj se je pač takrat za peleti zgodilo, ko gledaš graf teh biomase, je cena fulls pač stabilna. Počasi gre gor zaradi pač inflacije, tako vse gre gor, ampak ni bilo nekih večjih pretresov. Vsekakor ne. In tudi od tu naprej pričakujemo, da bo ta konstanta in bi si želeli tudi, da bi dejansko različni uporabniki čim več različnih energentov, jaz tudi mislim, da je to ključ, tudi uporabljali. Ne, kaj je smiselno, toplotna črpalka in elektrika. Ne vem, imamo zahtevnejše objekte, moramo vedeti, ki je za to vrsto ogrevanja. Potem imamo praktično tudi odvisno od same starosti uporabnika nekega objekta, ne, ali bo on še investiral, ne vem, koliko 10,000 evrov v vse to, ali se mu to še izplača. Ne moramo gledati samo en spekter, ampak moramo gledati dejansko širše. In menimo in zagovarjamo, da je vsekakor to pomembno in da tudi ze strani vladnih podpor, da se to umešča v programe, da se to podpira in tako naprej. Ne? V lanskem letu je cena potem na pomlad, taki čas, ko je zdaj, iz tiste zimske res rekordnih cen, zelo hitro padla, nekaj so pripomogli tudi k temu ukrepi, se pravi protidraginjski ukrepi, se pravi znižana davčna stopnja, 9,5 iz 22. Hrvaška, recimo vlada, je uspela podaljšati še za 2 leti iz svojih običajnih 25% na 5% in še danes je na lesne pelete na Hrvaškem 5% davek. V Sloveniji lansko leto 1.6. z 9,5 šlo na 22%. To je za primerjavo, recimo en hrvaški uporabnik na tono peletov povprečno ceno da 10 evrov davka po toni, slovenski 52 evrov po toni. Tako da to je bistvena razlika in ko kupiš ti 4 tone, to je. Tako da vprašanje je, se pravi, tudi lahko naslovimo, se pravi, na širše moramo gledati, se pravi, makroekonomske poteze, kaj si dejansko želimo. Okay. Jaz menim, da napovedovanje neke konstante pri energentih ni najboljše. Zato, ker svet je toliko turbulenten, da take izredne situacije lahko pridejo iz danes na jutri. Se mi pa zdi zelo pomembno, da se ljudje zavedamo, da katerikoli energent uporabljamo za kako bi rekel, svoje bivanje, da smo s tem energentom čim bolj samooskrbni. Zdaj v Sloveniji je ogromno gozdov, mislim, da je čez 60% Slovenije pokrito z gozdovi, kar pomeni, da ima posledično tudi ogromno ljudi direktno dostop do biomase in se mi zdi popolnoma smiselno, da če imaš tak dostop, če mogoče to celo tvoj stranski produkt ali pa nekaj, kar si včasih zavrgel, da to uporabiš kot energent za
ogrevanje. Ogromno ljudi ima v Sloveniji individualne hiše, ima strehe, ima možnost postavitev sončnih elektrarn in tudi na ta način postaneš na nek način samooskrbnost. In večja kot je stopnja samooskrbnosti posameznika, manjša je odvisnost od turbulentnih razmer na trgu. In samo z samo oskrbo ali pa z neko samozadostnostjo smo lahko mirni, da bo strošek naše energije v prihodnosti neka konstanta. Če smo pa odvisni od drugih, pa te mirnosti ne moramo pričakovati. Ja, absolutno. Pa mislim, da smo mi dva debatirali tudi o tem, da ni enoznačnega odgovora, kaj se tega napovedovanja tiče. Verjetno je tudi ključ v tem, da ne grejo vsi uporabniki na toplotno, ne grejo vsi na biomaso, ker bi v vsakem primeru bi se tisti energent zaradi povečanega povpraševanja dvignil. Torej, ključ do tega je neka razpršenost na več energentov. Definitivno za tistega, ko ima drve doma, je najboljše, da drvek pokuri, pa nič ne bo plačal. Nekdo, ki si novo gradnjo gradi, hoče toplotna in tako dalje. Ne? Ja, ta miselnost se bo z temi spreminjajočimi razmerami in pa ceno elektrike zagotovo v naslednjem obdobju spreminjala. Ne? Moramo vedeti, da dejansko v zadnjem, lahko rečem, desetletju, jaz to res spremljam podrobno, dnevno in moramo vedeti, da tako smo rekla, cena elektrike je bila tako nizka, nerealno nizka, da se je ob investiciji v toplotno črpalko, ko ni nobenega drugega ukrepa naredil, bil vedno v zadnjih letih najbolj smiseln. In to je pripeljalo do tega, da so, kmetje na Pohorju, na podeželju v svoje hiše vgradili toplotne črpalke, drva prodajali ali pa jih sploh ne uporabljali. Ne? Ja. In ko ta energent ti imaš v hiši, zdaj ti stranka ne bo zaradi enega momenta zdaj pa šla spet v menjavo nekega sistema in tako naprej. Ne? Tako da tu naprej je pomembno, da se vsi zavedamo, da je raznolikost uporabe energentov za ogrevanje čim širša. To je pomembno. Če sosed kupi toplotno, moraš ti kupiti na pelete peč. Tudi ena zadeva, ki jo mogoče malo zanemarjamo, oziroma ki je tu zelo pomembna, je energetska učinkovitost. Torej, jaz recimo osebno podpiram, da vsak ima staro kurilno napravo, pa smo to že prej omenili, recimo na kurilno olje, da zamenja to z peleti. In je to pomemben prispevek k energetski učinkovitosti. In mislim, da koliko imamo mi hiš starih v Sloveniji, več kot 400,000, ki imajo stare kurilne naprave. Jaz sploh nisem recimo strogo samo proti toplotnim črpalkam, se strinjam, miks more biti, nekomu recimo, nekdo ne more si priklopiti toplotne črpalke pa sončne elektrarne, temu je idealna izbira recimo lesna biomasa. Tudi recimo večji sistemi, to pomeni daljinsko ogrevanje. Tu bi lahko, imamo v Sloveniji primere dobrih praks, kjer se lahko kotli na lesno biomaso postavljajo. In tudi to je rešitev, ker mi, tako smo prej rekli, drugi ali tretji v Evropi smo po gozdnatosti oziroma po lesu. Stranski produkt je tu, vem, da imamo gozdove, kjer je nekih odpadka ogromno. In dajmo to izkoristiti. In imamo znanje, tehnologijo in smo praktično tukaj pa zagotovo lahko samooskrbni. Ja. Zanimivo je to, vse peči, pa bom rekel 99% peči na drva, ki jih mi prodajamo, gradimo, kupijo tiste stranke, kateri imajo drve doma. In tudi to, kaj si zdaj ti rekel, če imaš drve doma, je smiselno, da jih uporabiš. Kdo pa je tisti, ki kupuje drva? Torej, kaki profil je to človeka? Torej, ima kamin ali dejansko ima neko oplinovalni kotel? Kdo so tisti, ki drva kupujejo? Ja,
ko si predstavljamo uporabnika drv, si verjetno predstavlja vsak hiša malo ven iz mesta, pred na dvorišču en kupenih drv in je to uporabnik. Ni res, ne? Se pravi, vrstne hiše, ki imajo kamine, hiše v naseljih, v urbanih naseljih, ki imajo poleg toplotnih črpalk kamine, oni zvečer rabijo nekaj dati na kurišče in tu se uporabljajo ali drva ali lesni briketi. Lesni briketi pač imajo to prednost, da imajo manjši volumen pa več energije, ker so pač stiskanci z žagovine, lažje so za rokovat in tako naprej, ne. Uporabniki nimajo vsi prostora za 3-4 metre drv jih postaviti okoli hiše ali kakorkoli naprej. Tako da ogromno teh artiklov mi tudi pakiranih prodamo, se pravi ali v kartonih ali v mrežah in tako naprej. In to so uporabniki lesa, ne. Okay. Zdaj pa eno vprašanje, ki sem tadej ti mislil že prej zastaviti, pa sem pol šel na biomaso. Torej, kombinacija toplotne črpalke plus sončna elektrarna. Za koga po tvojem mnenju je to primerna rešitev in za komu bi to odsvetoval? Ok. Če izhajam iz samooskrbnosti, o kateri smo se pogovarjali prej, bi toplotno črpalko usvetoval vsakemu, ki ima sončno elektrarno, ali obratno, vsak, ki ima sončno elektrarno, bi mu svetoval toplotno črpalko. Če bi si pa ti danes gradil novo hišo, kaj bi dal v tisto hišo? S čim se bi ogreval? Z toplotno črpalko in sončno elektrarno. Ok. Ampak to je moj specifičen primer. Mislim, pa ne samo zaradi ogrevanja. Zdaj, električna energija je tak energent, ki je bolj splošno uporaben. Ni namenjen samo ogrevanju. Čeprav ogrevanje pa hlajenje sta dva velika potrošnika energije. Dva izmed največjih. Prihaja še pa tretji, to so električni avtomobili. Tudi zelo veliki potrošniki električne energije in morate si predstavljati eno povprečno stanovanjsko hišo in enega povprečnega uporabnika avtomobila. Če parkiraš električni avto na svojem dvorišču, je poraba energije krat 2. In iz tega naslova gledam, da če imaš možnost si postaviti svoj lastni vir proizvodnje električne energije, ki ga potem uporabljaš za ogrevanje, hlajenje, še kakšno stvar in pa tudi energijo za vožnjo na poti, je lahko to, ali pa bom rekel, je v mojem primeru ali pa v primeru naše družine to zmagovalna kombinacija. Ker morate vedeti, da investicija v sončne, direkten izračun na primeru moje žene, ki vsak dan opravi 120 do 130 kilometrov, pomeni vožnje v službo, pelje otroke, gre v trgovino in take stvari, in so neki konstantni kilometri, ki jih upravlja na dan. Investicija v sončno elektrarno se nam je povrnila samo za potrebe električnega avta v manj kot 3 letih. To pomeni, da od 3. leta in dalje imamo brezplačen energent za vožnjo. In to je velik prihranek in pa velika neodvisnost od cen energente na trgu. Morate vedeti, da mi smo tudi letos prodali še zadnji klasični avto in vozimo samo električne avte. In me ne gane, ko pri poročilih sporočijo, da se je cena benzina pa dizla zvišala ali znižala za toliko centov. Ampak torej, slišal sem, da torej prihaja v igro zakon, kjer ta poračun proizvodnje električne energije v primerjavi z potrošnjo bo na mesečnem nivoju, torej ne več na letnem. Drži to? Da. To pomeni, da če imaš toplotno črpalko, boš po zimi
plačeval elektriko, ker boš je verjetno porabo več kot pa proizvedel, poleti boš pa zastojn skoraj da v omrežje to elektriko oddajal. Zdaj ne vem, drži to, oziroma a se lahko temu izognemo, torej na kak način zdaj ta shema, ta sistem, torej toplotna črpalka, sončna elektrarna, na kak način to pije vodo, če sploh pije vodo? Do 31.12. Lanskega leta 2023 je bil v Sloveniji v veljavi shema ali sistem neto meritev, net meteringa, kjer je bilo to, kar si povedal prej, da je vsa proizvedena energija v sončni elektrarni se lahko oddala v omrežje in kadarkoli tekom leta si lahko to energijo povlekel nazaj in zato nisi plačal nobenega stroška. In to je bil zelo, zelo ugoden sistem, ugodna shema za imetnike sončnih elektrarn. Še vedno tisti, ki so do 31.12. vložili soglasje za sončno elektrarno, imajo možnost letošnje leto do konca leta to investicijo narediti. In jaz apeliram na vse, vemo, da je v Sloveniji izdanih okrog 30.000 soglasij za priklop sončnih elektrarn po to vrstni shemi in vsi, ki imajo takšno soglasje v roki in razmišljajo o tem, ali bi ali ne bi šli v investicijo, naj to naredijo letos, ker je to res ugodno za njih. Če ne naredijo, če je to možno, naj odstopijo soglasje sosedu, ker verjetno bo z veseljem sosed to izvedel. Tako je. To je ena stvar. Druga, z letošnjim letom je res, da ni več možno kompenzirati električne energije in omrežnine na letnem nivoju, da se lahko energija kompenzira na mesečnem nivoju, za vso prejeto energijo iz omrežja pa je treba plačati Mislim, je treba plačati omrežnino, torej transport po elektroomrežju. Zdaj, če smo po starem sistemu za sončno elektrarno bili 100% samooskrbni, torej smo si lahko proizvedli vso energijo, si po novem sistemu najbrž tega ne bomo mogli. Zdaj, kaj so ukrepi, da se nam ta stopnja samooskrbnosti viša, so baterijski hranilniki, ki so tudi letos zelo subvencionirani in napovedujejo se še višje subvencije za baterijske hranilnike in pa zopet pametna izraba električne energije. Torej, izrabljati jo takrat, ko je električna energija na razpolago, ker če jo oddate v omrežje in jo potem zopet povlečete z omrežja nazaj, že plačate za to omrežnino. Zdaj, mi smo se začeli spraševati, kako to zračunati, a se to še nekomu splača, a se ne splača. Ne? Potem smo začeli kalkulirati v enem Excelu, narediti neke preproste formule, ne? In potem so te formule postale zelo kompleksne, potem da ne gremo v podrobnosti, priješ na nivo 15-minutnih odbirkov, to se pravi vse, kar se zgodi v 15 minutah na proizvodnji, oddaji in potrošnji električne energije in so postale formule izredno kompleksne. In pol na koncu smo ugotovili, da v vseh teh kombinacijah prije ven več milijonov kombinacij neke uporabe. Samo da dodam, torej, vi ste se spraševali, kako veliko sončno elektrarno na nekem objektu postaviti, da bo objekt oziroma hiša stanovanjska samozadostna. In to ste potem šli v kalkuliranje. Ja, ampak velikost sončne elektrarne ni več edino vprašanje, ne? Ker potem je še vprašanje baterijski hranilnik, potem pridemo do tega, koliko bi zdaj bilo to tehnično najbolj smiselno, ker lahko bi naredili veliko sončno elektrarno, pa še velik hranilnik, ki bi bili 100% samoskrbni, ampak to potem ni več ekonomsko vzdržno. Nam se mora investicija pokriti, mi ne moramo investirati v neke stvari, ki se nam bodo pokrile v 20, 30 ali pa 50 letih. Ne? Mislim, lahko, če smo vojska, pa rečemo, ni važno, koliko stane, sam da imam jaz 100% samooskrbnost. No, in potem smo razvili res kompleksen simulator, mislim, da smo ena izmed redkih podjetij trenutno v Sloveniji, ki znamo te stvari dejansko zračunati, to so prepoznali. Prejšnji teden na Dnevih energetikov so nam dali nagrado za energetsko učinkovit projekt. In danes znamo zračunati, kakšna velikost sončne elektrarne,
kakšna velikost hranilnika z sprejemljivo povračilno dobo je tista, ki je za končnega uporabnika najbolj smiselna. Sem pa omenil, da si končni uporabnik verjetno ne bo več mogel 100% zagotoviti samooskrbe, ampak samo, lahko pride na 40, 60, 70, 80%, ampak tudi, če nismo, ker to je, marsikdo potem nam reče, potem se pa to ne splača. Dobro. Seveda se ti, zaradi tega, ker si tudi 70% energije, ki si jo sam zagotoviš, si neodvisen od razmer na trgu. To se pravi, 30% plačaš ali pa si odvisen od tržne cene energije, 70% si jo pa sam pridelal. To je tako, da bi nekdo rekel, na leto rabim 2 toni zelenjave, če si jo lahko sam tono pa pol na vrtu pridelam, se in to ne splača. Ja, valjda se ti splača. No in kako pridem do tega izračuna? Vas pokličem, je to na neki spletna stran, kjer vnesem vhodne podatke noter? Ne, trenutno imajo to na razpolago naši svetovalci. Je pa res, da razmišljamo o modelu, kjer bi lahko te izračune čim bolj približali končni javnosti in čim večjemu številu končnih uporabnikov. Tako da razmišljamo tudi, da bi to integrirali, oziroma je plan, da to integriramo v aplikacijo, ki jo imamo sicer mi za lastnike naših sončnih elektrarn, ampak z takim orodjem potem lahko postane bolj množično uporabna. Dobro, ta trenutek, pa če hoče nekdo to izračunati, vas pokliče, Da. ne, pa je to. Ok, bom dal vaš kontakt dol v YouTube spodaj. Jure, še tebe me zanima. Torej, danes si gradiš hišo. Kaj boš vgradil v hišo? S čim se boš ogreval? Ja, zanimivo vprašanje, ne. Toplotno črpalko, ne? Ne, jaz strmim, tako kot sem rekel, k širini in bi se odločila zagotovo o lesni biomasi, ker menim, da je lokalen, da je dejansko to pomembno in to tako je naše prepričanje. Okay. Janez, ti si pa tak pred kratkim zadeve, v bistvu si urejal, ne? Imaš toplotno črpalko pa sončno elektrarno še zdaj gor na strehi. Ti je žal ali ti ni žal? Ne, ali ni mi žal. rajši kuro vsako jutro? Ni mi žal, jaz imam, težave imamo mi samo doma, ker točno to je, tako kot je prej kolega izpostavil, torej en električni avto, pa da se vozi, da ga recimo narediš 100 km na dan, potem maksimiziraš ta vse izkoristek te energije, ker mislim, da skoraj 4000 kWh ali pa 4500 smo v lanskem letu dobili povrnjeno potem strani dobavitelja, ne? Tako da to smo dali v omrežje. Ampak jaz osebno gledam na te stvari, to mislim, da je ta investicija je bila dolgoročno, tudi tako jo jemljem. Danes je situacija takšna, pa se ti nekaj mogoče ne splača tak. Čez 2 leti lahko, da bo situacija popolnoma drugačna, da bo kolega z električnimi avti še večji zmagovalec tega, da bodo tisti, ki imajo, bom rekel, hranilnike pa sončne elektrarne, še bolj profitirali. Jaz posebno, če bi si zdaj hišo gradil, bi si tudi verjetno naredil toplotno črpalko, bi pa imel zagotovo kamin, pa neki taki komfort, ko pa elektrike ni, če imamo kakšen žledolom, tako smo imeli, ne, takrat pa ti nič ne pomaga, to tisti hranilnik se enkrat sprazni, ne, in takrat je pa vsaj za kuric si lahko z nekim kaminom, ki je pa tudi neka dodana vrednost lahko v nekem momentu. Ne, energetsko in ambientno. Tako, ne, in tudi recimo mogoče je to tako za neko skupnost oziroma za neko hišo tudi to ena od mogočih backup variant, ne? Če ni elektrike, pa da imaš nekaj malega, da se pogreješ, da se ogreješ prostore, nekaj skuhaš, ne? Ali pa pač danes je veliko teh reči že na trgu. Ne? Dobro, glejte, res sem vesel, da ste si dan vzeli čas, da ste se oglasili, da smo predebatirali to temo, ugotovili smo, da ni enoznačnega odgovora, ne, na kaj se ogrejati, vsak ima svojo situacijo. Tako da,
hvala še enkrat in še mogoče kdaj ponovimo to ob kakšni priložnosti. Ja, hvala lepa. Hvala za vabilo. vabilo.